nekako do 2 uri prej je treba to pojesti, ne. Če imaš ti zelo težko stvar, en dan, naslednji recimo, je zelo dobro, da ti obnoviš te zaloge glikogena že prej, ne. Ja, naredila bova 3 dele, ne. Najprej prej, pol med in pa pol po. Ti lahko nekaj delaš 5-6 ur ali pa več. To takrat je najbolj pomembno, da ješ bolj kot ne samo ogljikove hidrate. No, in pogovor je trenutno še bolj v začetkih. Jaz se s tem čisto ne strinjam. Jaz mislim, da se zelo trudila za to in da sva naredila že veliko podcastov. No, jaz se strinjam, da se midva zelo trudva, zato bova zelo vesela, če se naročite na kanal. Lajkate, šerate in pa komentirate, kaj bi lahko spremenila oziroma koga bi povabila v naš pogovor. Midva se pa bova obljubila, da se bova vsak teden zelo potrudila, vsak teden nekaj novega pripravila, vsak teden nekaj izboljšala. Zdaj pa upam, da boste uživali v današnji epizodi. No, upam, da se bo naju takole slišali, ker sicer upava, da bova v kratkem uspela dobiti boljše mikrofone, do takrat, da bova pa poskusila zdaj takole jih držati v roki in povejte, če vam je v redu, da jih takole drživa, če se bolj sliši. Sicer pa danes za vas novo temo in to je, kaj jesti in kaj ne jesti pred vsakim treningom, pred vsako tekmo za najboljšo športno aktivnost. Ja, naredila bova 3 dele, ne. Najprej prej, pol med in pa pol po aktivnosti. Ja, in kateri del je najbolj pomemben najprej? Težko vprašanje, oziroma ali pa lahko, no. Najlažje je, če rečeš, da so vsi enako pomembni. Tako tudi jaz mislim, da je. Pa čeprav sam za vzdržljivostne športe bi jaz rekel, mislim zame, ne, je najbolj pomemben vmes. Tako bi jaz rekel. Čeprav je tudi prej zelo pomemben, ampak je vmes tisto ta glavno. In recimo prva stvar je, koliko je pomembno, katere stvari ješ pred treningom. Ja, v bistvu je zelo pomemben, pa to vpliva predvsem dolžina tvojega treninga, ne. Torej, ti lahko nekaj delaš 5-6 ur ali pa več. Takrat je najbolj pomembno, da ješ bolj kot ne samo ogljikove hidrate. In tukaj moraš biti pozoren, ne kar vse ogljikove hidrate, ampak take z dolgo verigo, torej ne sladkorja. Ker to so tudi ogljikovi hidrati, ampak so taki nič vredni, bi lahko rekli, ne. In takih se moramo izogibati, zato ker so tudi slabi za veliko mineralov, ki jih dobimo, ker tudi minerale rabimo, sploh magnezij. Te sladkorje v resnici magnezij uničijo, oziroma ga onemogoča mu, da bi prišel do mišic, no. Pa tam imel dobre vplive, pa tudi vitamin B, mislim, da 1-2, je slab. Tako da sladkorjev ne samo, da ti ne bodo nič pomagali pri teh dolgih stvareh, ampak ti bodo kvečjemu še škodovali. Tako da v bistvu tudi, ko kupujemo kakšne take umetne stvari, je zelo dobro, da ne jemo sladkorjev na teh dolgih stvareh. Recimo čokolada ti bo kvečjemu škodovala kot pomagala, ti se boš zelo dobro počutil, a ne. Dobro, razen če imaš malo do konca, ne, da si tik pred ciljem, pol lahko to vzameš, če ne pa ima to preveč sladkorja, ki bo povzročil, da se ti bo inzulin povečal, ker bo, trebušna slinavka ti bo izločila več inzulina in bo pol ta inzulin znižal ta krvni sladkor in se boš ti kar naenkrat znašel v še večjih težavah kot prej, preden si vzel. Ker bo ta inzulin deloval, ne. Tako da to ne smeš narediti take napake, ali pa katerikoli drug sladkor, tako. Zdaj za krajše stvari pa v bistvu sladkor niti nima takih negativnih posledic za telo. Bi lahko rekel, da ima celo pozitivne. Ja, v bistvu ima, sploh če ga recimo še s kofeinom kombiniramo, bi imel zelo dobre. Ampak to zdaj spet, recimo 90 minut, to je že preveč, a ne. V bistvu tvoje telo bo nekako dobivalo energijo iz 2 virov, ne, maščob pa iz ogljikovih hidratov. Ogljikovi hidrati se bodo najbolj kurili
v bistvu tvoje telo bo najprej kurilo maščobe, ker je ful več, ne. Ti imaš v telesu možnost za shraniti ogljikove hidrate v glikogenu, ne, torej v mišicah ali pa v jetrih, če se ne motim. In vsega skupaj pride tam za malo manj kot 3000 kilokalorij energije, kar je zelo malo. Ampak je to za vse kilaže ali to Ja, ne, to je povprečje, 70 kil, 10% body massa, telesne teže pa pol z maščobami, ne. In maščobe so ta glavni vir energije, ko smo mi v coni 2 pulza več, je pa pol že težko se toliko maščobe hitro oksidirajo, ker tudi rabijo za oksidacijo precej več kisika. Tako da maščob pred aktivnostjo ne smeš jesti. Mislim, je zelo nepriporočljivo, ker boš zelo hitro zadihan, sploh če imaš neko veliko intenzivnost, zato ker tudi maščobe v končni fazi pol tudi ne porabljajo več. Niso edini vir energije, so ogljikovi hidrati, kot smo pa prej videli, jih pa zelo hitro lahko vse pokuraš. Mislim, ne boš jih čisto vseh pokuril, ker če ne bi bil čisto nuca, ne. Pol pa bo telo že na proteine šlo in pol ti bo pa kurilo mišice. Tako da recimo bodybuilderji in to, ke hočejo to ohraniti mišice oziroma ne ohraniti, saj to sploh ni vprašanje, jih povečati, ne. Ne smejo, morajo imeti veliko vitaminov, to je zelo pomembno za njih, da ohranijo recimo vitamin E, če se ne motim. Nekako mišice preprečuje, da bi se razgradile. In pol nekateri vzamejo 20-kratno, skoraj do 20-krat dozo povprečnega dnevnega vnosa, kar jim ne pomaga v resnici, zato ker vitamini E, K, D, A so topni v maščobah, ne, ker pa ponavadi 20-kratna ta doza se ne bo mogla raztopiti v teh maščobah in ti v bistvu to nič ne pomaga. Samo skozi ledvice bo šlo in to ti bo pol čez čas uničevalo in to ni dobro. Tako da, ja, ampak na tvoje prvo vprašanje, sladkor na teh kratkih, recimo do pol ure bo pomagal, ja. Z oskrbo z energijo, mislim, ti bo dal zelo hitro energijo. A bo hrana, na primer, da imaš čisto res ta-kratke, na primer šprinte, a bo hrana vplivala na šprinte, kar boš jedel prej ali ne? Ja, zdaj recimo tek, ne. Tek, šprinti zagotovo, ja. Saj zdaj jaz ne vem, kaj vse še zraven tega cukra pojejo. Zdaj to ne pomeni, da boš ti samo cuker jedel, ne, ogljikovi hidrati so tudi pomembni, beljakovine sploh. Maščobe, jaz mislim, da ne, da to ne pride v poštev nikjer, ne. Ker ti imaš maščob v telesu toliko veliko, toliko ene energije je v tebi shranjene, ne glede na to, kdo si, da ti nič ne pomaga, da jo boš vzel, ker imaš dosti shranjene. Tako da pri teku je pomembno, da ti ne poješ preveč, ali pa tek je tako zakompliciran, pri kolesarjenju lahko veliko ješ, pa želodec ne bo trpel, razen če ješ zelo napačne stvari, torej tudi sladkorje. Pri teku bo pa zelo hitro želodec bo imel probleme. Če boš ti veliko jedel, ampak pol imaš pa drug problem, da če boš pa premalo jedel, pa energije ne boš imel. Tako da to v bistvu nekako regulira s tem, da 4 ure prej ješ, ali pa 3, samo da moraš pa res one ogljikove hidrate, ke imaš recimo dobiš v nekih testeninah, kruhu, ker se te zelo dolgo časa rabijo, da se pretvorijo v energijo, a ne. Tako da moraš res ful prej jesti, prej pa nič, mislim, 1 uro prej pa tudi piti ne smeš preveč, če smo že pri hidraciji, ker napoln želodec iti teč, to ni dobro, ne. Se pravi, pred treningom, se pravi, čim dlje prej jesti, nekako, Ja, da pol da se te ogljikovi hidrati, ki jih ti dobiš, lahko
pridejo nekako do tega, da bodo uporabili za energijo. Če govorimo o neglih sladkorjih, ker sladkorje je pa tik pred tem vzameš. Sicer pa ne smeš pretiravati z vsem, a ne. Ogljikove hidrate se lahko tudi pretvorijo v maščobe. Torej, če boš ti samo ogljikove hidrate skozi jedel, se to pretvori lahko v maščobe in pol to ni prav zelo dobro. Tako da to tudi moraš malo paziti, no. Kaj pa za piti? A je dosti že samo voda ali je priporočljivo, da še kaj drugega piješ, da imaš Ja, ne, zdaj zvarke ali čarovniš? ja, voda ni edini način, ke boš ti z vodo ne boš nič dobil. Če je mineralna, boš dobil mineralno. Ampak elektrolite najboljše, ali pa neke recimo neki limonin sok pa sol ali pa kis recimo, to lahko vzameš. Še nekaj prej bi povedal, ke sem se glih zdaj spomnil. Maščobe te tudi nasitile ne bodo. Torej ne jesti maščob, da misliš, zdaj bom pa sit, ne. V bistvu najbolj boš, recimo vzameš za primer, jedel boš neko pečenko zelo mastno, tisto te ne bo nasitilo nikoli, ne. Pol boš šel pa jest skuto, ke ima pa ful beljakovin in tega, boš pa takoj, ne boš sploh mogel nič več jesti. Pač ono boš pojedel, to je to. Ali pa kruh recimo. Poješ to recimo, da boš, ne samo, da boš dobil energijo, tudi ti boš mislil, da ti ni treba več nekih stvari pojesti, ker boš, pač ne boš več lačen, ne. No, zdaj se pa vrnem na Kaj je pa bolj efektivno od tega drugega? A moraš biti nujno čisto sit? Ali je lahko tudi tuna pečenka čisto mastna za pred aktivnostjo bolj efektivno, mislim? Kot sem rekel, maščobe rabijo več kisika, da se oksidirajo, ne. In pol pretvorijo v energijo. Dajo ti jo lahko zelo veliko, ampak jaz mislim, da to ni pametna ideja, da boš ti jedel same maščobe. Saj maščobe so tudi pomembne, a ne, sploh te nenasičene. No, zdaj ta pečenka je nasičena, nasičene maščobe. Zdaj sam ne vem, koliko to kaj vpliva na energijo. Se mi zdi, da je vse bolj enako, mislim, ne vem, kaj bi zdaj ti dalo več energije, po moje isto. Samo struktura je različna. Tako da ne, tega se izogibaš. Vzameš, mislim, neke, vzameš neki kruh, poješ, neke špagete, omako pa skuto recimo, ker rabiš tudi proteine, zato ker ti pokuraš vse zaloge ogljikovih hidratov, pa če so ti pomembne mišice, pol je treba to ohranjati, ker pa bo telo šlo na mišice, ne. Okej, recimo pa, da greva zdaj pogledat en specifični primer, da mi ga razdelaš, a prav? Ja. Da greš trenirat s ciljem, da bi izgubil čim več maščobe. A je boljše tule trenirat na prazen želodec ali da prej ješ ali kaj poješ prej, če si želiš samo maščobe izgubiti? Ja. Kot sem rekel, ogljikovi hidrati se lahko pretvorijo v maščobe, beljakovine skorajda ne. Saj lahko, ampak se ne bodo. Ja, to je en način, da maščob ne ješ, ne. Ampak moraš biti tudi aktiven. Kot sem rekel, če ti ne boš jedel maščob, se bodo pa ogljikovi hidrati pretvorili v njih. Tako da ti rabiš tudi kaj pokuriti za to, ne samo, da boš nič jedel. Čeprav se tudi to da, ampak to ni zdravo, če rečemo, ne. Pač, da ti boš nič samo jedel, nič ne boš delal, to ni zdravo, mislim. Pol se bodo tudi mišice šle, ne, če ne boš nič delal. Tako da mislim, da je dobro, da se gibaš pa imaš cono 2, tako boš pokuril veliko maščob. Torej za tiste, ki ne vejo, kaj je to cona 2, v bistvu ti rabiš najprej pulzmeter in potem tja do 60-65% pulza, odvisno, no, saj je do posameznika odvisen. Nekako do tja nekje na oni meji si in potem bo tvoje telo kurilo maščobe, ker dobi dosti energije samo iz maščob. Ke boš šel pa ti hitreje, ke to bo pa telo zamenjalo in šlo kurit ogljikove hidrate še.
ker maščobe ne morejo se tako hitro oksidirati in ne bo dosti energije prišlo iz tega ven. Kar je logično, ne. Kot sem rekel, ti pa ne moreš skozi biti na ogljikovih hidratih, ker jih imaš omejen. Medtem ko recimo maščobe nimaš omejen. Čeprav jih imaš, ampak jih nimaš, pač jih nimaš. Tako da neko aktivnost v coni 2 lahko zelo vsak zelo dolgo opravlja. Pa tudi, če hočeš maščobe kuriti, aktivnost naj traja malo več kot pol ure, ne. O tem sva že govorila takrat, mislim, da na pustni torek. Ja, Sva ga že govorila, da aktivnost mora trajati več kot pol ure, tako da če to hočeš shujšati, okej, saj to v bistvu tam si bolj še na široko pa dolgo Ja. razložil, tako da zdajle bom jaz en izziv zate. Jaz ti bom dal povedal ti bom eno prehransko živilo in ti mi boš povedal, a je to dobro za pred treningom, a ni dobro za pred treningom, pa koliko časa pred treningom če si ga želiš pojesti, da ga poješ. ja. Okej, banana na primer. Banana. Ja. Banana pred treningom super, tako da jaz priporočam banano, ke ima veliko kalija. Kalij je dober za živčevje, torej za neke športe, kot je boks, neke eksplozivnostne športe, kjer mora signal priti zelo hitro do mišic, iz možganov mišice, pač neki taki reakcijski športi. Je zelo dober, ke ima kalij in, tako da jaz bi predlagal, ne samo, no, saj o tem bova pa naslednjič razlagala, med tem, tako da. Koliko časa pred treningom pa na primer, se pravi, ne samo pred treningom, lahko se pravi tudi takoj pred treningom, ampak Ja, ja, okej. Ke ima ogljikove hidrate, sladkorje in tudi tiste malo manj, kratke verige ogljikovih hidratov. okej, zdaj, da ne bom čisto vsakega sadja posebej vprašal, bom vprašal, a je še kakšno sadje drugo, kaj je toliko efektivno kot banana in kaj je z ostalim sadjem, a je toliko priporočljivo, kot je banana ali ni. Ja, zdaj, banana, ti si se kar zadel zdaj s to banano, ker je najboljša, mislim, to jejo vsi športniki, ki kosijo. Nima toliko veliko sladkorja, kar je dobro, da ti res energijo tudi, naješ se, no. Tako da priporočam banano, imaš pa pol jabolko ali pa borovnice. Borovnice so mogoče, sem pa zasledil, da so recimo, češnje zelo dobre za po treningu. Okej, to bo tudi To bova še enkrat videla. Tako da sadje, s sadjem ne moreš zgrešiti, edino, sokovi, ti umetni, imajo pa preveč cukra, tako da tukaj moraš pa spet paziti, ampak ne boš pa zgrešil, če boš jedel sadje pred. sadje samo, se pravi, ja, sokovi pa boljše, da ne. Sokovi pa boljše, da ne, ker mislim, tisti predelani z dodanimi cukri, boljše, da ne. Okej, naprej. Meso, recimo rdeč mesni zrezek, goveji zrezek. Ja, meso je, zelo pomembna, zelo pomemben vir železa recimo, ke prenaša pol, sodeluje v prenašanju kisika po krvi, kar je dobro, ampak zdaj to, da boš zdaj že pa jedel ful mesa pred treningom pa mislil, da boš imel zdaj, boš pa lažje dihal, to sploh ni res, ne. Tako da to rabiš, to je na daljši rok, tudi moraš kar v svoj jedilnik dati. Okej, se pravi, pred treningom ni toliko pomembno, samo da imaš pač recimo v kosilu pred treningom. Ima, kot sem rekel, veliko proteinov, kar je dobro, ker se naješ. Imajo pa tudi druge stvari, ke pa nimajo toliko maščob tega. Tako da, ja, drugače meso je v redu, samo res ne preveč mastno. Jesti pa v bistvu odvisno od športa. Jaz bi rekel, da zdaj proteine lahko ješ tudi tik pred, ne. Maščob nikakor, tako da če je masten, pol ne, ampak ne bi odsvetoval, je čisto v redu tudi. Kaj pa denimo, če greva na mlečne izdelke, skuta? Ja. No, zdaj sva se midva skozi pogovarjala, dobro, meso, skuta, to nima ogljikovih hidratov, ne. Tako da če ti misliš neke zelo dolge stvari delati, pa če boš samo to jedel, ne, si malo to, si malo zgrešil. Saj vse, kar ima beljakovine, ampak nima pa ogljikovih hidratov skoraj nič, meso in skuta.
kar je en velik problem. Tako da za tiste vzdržljivostne športnike, če je tle veliko kolesarjev, ki to posluša, pol je to problem. Če pa kakšen bolj tak eksploziven, pa v redu. Sam moraš še vedno paziti, no, mislim, ne zdaj se preveč teh maščob jesti. Skuta v redu. Ok, pa na primer, zdaj so bolj maščobe, beljakovine šle čez, kaj pa na primer makaroni, špageti. Ja, nekako do 2 uri prej je treba to pojesti, ne. Lahko v bistvu že en dan prej, če imaš ti zelo težko stvar, en dan, naslednji recimo, je zelo dobro, da ti obnoviš te zaloge glikogena že prej, ne. Ali pa če skozi eno in isto ponavljaš, moraš v bistvu jesti že recimo en dan prej veliko ogljikovih hidratov, ki bodo pol pomagali, ti s to energijo priti skozi. Čeprav si v coni 2, ne, pa sva prej rekla, da maščobe se predvsem kurijo, se tudi ogljikovi hidrati pa, kot smo rekli, jih je malo, tako da, zelo dober način, so špageti, da dobiš ogljikove hidrate. Ok, zdaj meni zmanjkalo nekih idej, ki bi splošno razložile. Imaš ti še kakšno tako živilo, s katerim mogoče svetuješ, da je pa zelo koristno, tako kot si za banano rekel, da ga jaz nisem še omenil. Ja, v bistvu nekega specifičnega živila ne, kot sem rekla. Ampak samo ta sistem, ki si. Ja, sistem pa zdaj vemo. Vsak naj si najde svoje živilo, ko mu je najboljše. To zdaj ne pomeni, da moraš samo špagete jesti za ogljikove hidrate, a ne. Lahko kruh, lahko tudi banano, pač lahko kakšne oreščke, čeprav to ima zdaj maščobe, ampak ni to toliko slabo spet. To je to glede te hrane pred. Ok, pa imam še eno vprašanje in to je prehranska dopolnila pred treningom. Koliko je pa to koristno, je to škodljivo, na primer kofein, taurin, kreatin? Ja, taurin recimo, to je, ne vem, a se ti sanja sploh, kaj to je? Ja, ni to v Red Bullu ali nekaj takih energetskih Ja, pijačah. je. To je taurin najdemo, v bistvu v, bikovih jajcih v resnici. To je hormon ali ne vem zdaj, če je čisto hormon. Ampak no, zdaj, če boš ti pil Red Bull, pa če niso zdaj pobili, ne vem koliko govedi, zato so dobili taurin, saj to je vse sintetično. Ja, jaz nikoli nisem pil Red Bulla, ga pa je enkrat ta Jaka, ne, ga je, ke je bil fajn zmatran, pa je on meni povedal, kako je pol to izgledalo. On je prej še čokolado jedel, ker smo rekli prej, da ni dobro. S tem Red Bullom je pa rekel, da se je na začetku ful dobro počutil, da je to ful dobro. Pol pa, kakor jaz vem, ni to nič pomagalo, mislim, vsaj jaz sem videl, da je to samo še poslabšalo njegovo stanje takrat. Ke on je bil ves čas na soncu, že cel dan ni dosti pil in, se mi zdi, da mu to ni nič pomagalo, tako da ta Red Bull, a ti pomagajo te stvari? Ja, mislim, če so preveč sladke, te naredijo še bolj žejne. In pol je pa to en zelo velik problem, če si ti žejen. Telo ne funkcionira, vsi procesi potekajo počasneje. Vitamini niso tisti, ke so topni, to sta B pa C, v vodi pač ne delujejo, čeprav iz tega ne dobiš energije, ampak vplivajo na vse to, pač na hrano, kako se bo prešla v mišice oziroma ven v energijo, tako da, kakor jaz vem, Red Bull ne pomaga. Mislim, ti pomaga. Se pravi, ki pa v bistvu ima oboje, in kofein in taurin, a ne. Ja, oboje ima. Mislim, zelo hitro te poživi, ampak ta padec je pol še bolj strm, ne, ker je bil vzpon, pa tudi še bolj nizko te prinese. Se pravi, za
kratke aktivnosti je koristno. Ja, zelo koristno. Za, To je zagotovo, ja. Če si ti nek smučarski skakalec, recimo, ali pa nek tekač na 100 metrov, 400, ki rabiš imeti zelo dober reakcijski čas, da si bolj pozoren, mogoče še kali, kot sem rekel, vpliva na te živčne procese. Je zelo dober, drugače pa mislim, da ni to toliko. koliko časa pred aktivnostjo ga pa se ga splača vzeti, zato da ne padeš, preden bi oddelal svoj trening. Ja, v bistvu kofein, misliš? Ja. Ja, recimo tam. Ja, tik prej, ne, pač, ko gledam jaz kakšne ciklokros-dirke pa te stvari, vzamejo gele prej, ampak na štartu minuto pred začetkom. Tako da iz tega lahko sklepamo, da par minut prej, sploh ne 10 minut prej, pa ne vem kaj, ker to pride v kri takoj. V par minutah se že pozna. Ne glih sekundah, minuta, dve pa je že to. Saj zdaj jaz imam ene par grafov, ki jih niti ne bom razložil, ker jih v bistvu sploh ni treba, ker so veliko povedala že tako. Tako da jih boste samo videli verjetno. Zdaj, Lahko, da so jih že videli, ne. Boš lahko, povedal, kdaj. ja, pač bom povedal, pa si jih, saj so čisto simpel, da si jih lahko vsak sam razloži. En sam še enkrat pove, kje je shranjeno glikogen, sem že povedal, pa kje, mislim, koliko je maščob, koliko je tega shranjeno, te energije. Ta drug ti pa pove za neke dolžino aktivnosti, koliko prej, ogljikovih hidrati, koliko česa rabiš vzeti, pa pol se navezuje še na naslednji podcast, ki ga bova imela o temu, ki je pa med aktivnostjo, tisto bomo pa v bistvu, je tudi na tem grafu, kaj ti med tem vzameš, tako da ga bova tudi v naslednjem dala. Pa boste videli, meni se zdi, da za po temu ni, ker ogljikovi hidrati niso pomembni. No, saj do tega bova pa še prišla. Po aktivnosti niso pomembni, ja. Jaz nimam več nobenih vprašanj, tako da hvala ti za danes. Ja. Mislim, da si zelo dobro povedal. Hvala vam za ogled. Upam, da ste kaj odnesli od tega. Jaz mislim, da če se boste to resno vzeli, pa malo poslušali, mogoče si kaj zapisali zraven, da lahko to inkorporirate tudi v svoje treninge. In to je za ta teden to. Se vidimo pa naslednji torek. Če vam je bil všeč posnetek, lahko lajkate, se naročite. Ali pa poveste, reakcijo, da se naroči. Ali pa pogledate. To je tudi vse, vas sprejmemo. Tisti, ki misli, da njegov feriatu je narobe, ali pa da mu je včeraj razlagal, kako tega ne sme jesti, ja, naj si to pogleda. Ja, in se vidimo naslednji torek. Zvok teče, kamera teče, Simon teče. Zdaj so tle že pol ure, kad to snima.